Mogoče bomo najprej to predstavitev načrta prenove in pa revitalizacije Žičke kartuzije opravili. Potem bi, zato je naš sodelavec gospod Igor Frim zraven, da se pogovorimo, kaj to pomeni za občinski prostorski načrt. In pa da se potem pogovorimo o predvidenih nadaljnih aktivnosti glede razstave in pa predstavitev projekta občanom. In pa še ena zadeva nas čaka drugo leto, zopet kakšno slavje. Ni dobro, če vsako leto, vsako drugo je pa prav, da je, ne? To je 850-letnica prihoda kartuzijanov v Konjice. In pa seveda tudi to, kar si že nekaj časa prizadevamo, da ta kulturno-zgodovinski spomenik dvignemo iz nivoja, ki ga ima sedaj, ker še vedno lokalnega pomena, preko državnega, kar skočimo na evropskega pomena, to, kar jaz mislim, da si zasluži. Ja, torej današnji sestanek je pravzaprav namenjen k temu, da se pravzaprav vsi seznanimo z študijo, ki jo je pripravil Inštitut Vila Sancti v zvezi z pripravo konzervatorskega načrta, ki je seveda po zakonu tudi obvezni del občinskega prostorskega načrta. No, nadaljnji cilji v zvezi s kartuzijo so pač sledijo temu, da se obnova nadaljuje. Vsi se zavedamo tega, da smo pred enim velikim zahtevno nalogo, in sicer arheologija. Seveda pa je vse odvisno tudi od nadaljnih razpisov in pa od naših, se pravi, uspehov, ki jih bomo pač na teh razpisih dosegli. Res pa je, da bo ta konzervatorski načrt, ki ga Inštitut Vila Sancti pripravlja za nas, tudi podlaga za pridobivanje evropskih sredstev. Jaz sem iz Inštituta Vila Sancti, ime je Tadej Žugman, sem v.d. direktor inštituta in torej naš inštitut se ukvarja z starejšo kvalitetno arhitekturo, predvsem dopolnjevanje dokumentacije, in pred nekaj leti smo se odločili, da nekako dopolnimo že pripravljen projekt, ki je bil pod vodstvom gospoda Badavinca na Zavodu za varstvo kulturne dediščine iz Celja. Tako da ta konzervatorski načrt, ki smo ga tukaj pripravili, je v bistvu nadgradnja, razširitev same študije na celotno prvotno območje oziroma zasnove Žičke kartuzije. Z možnostjo revitalizacije oziroma možnostjo prenove z programi, ki bi lahko Žičko kartuzijo dvigali na sam evropski nivo oziroma na tisti ugled, ki ga je v svojem času tudi imela. Torej, sam načrt obsega v prvem delu to, kar je najbolj pomembno, kulturo bivanja kartuzijanov. Brez tega razumevanja kulture bivanja ni mogoče razumeti same zasnove Žičke kartuzije. Potem v nadaljevanju smo potem naredili stanje, popis stanja posameznih objektov, zanalizirali torej posamezne objekte glede na sam prostor in potem na koncu podali predloge revitalizacije oziroma programov za celotno območje. Predvsem tukaj bi želel poudariti, da smo upoštevali tudi domačine. Domačini so izredno pomemben element pri sami revitalizaciji. Brez njih ni mogoče razvijati torej tega območja. In torej sam razvoj ni namenjen torej samo promociji Žičke kartuzije, ampak priložnost, da se iz tega prostora res nekaj kvalitetnega naredi, in tukaj imamo vsi priložnost torej samega dela, promocije našega znanja. Tako. No, torej, konkretni predlogi. Sama kartuzija je razdeljena, kakor vemo, na zgornji samostan, dolino Svetega Janeza Krstnika in pa Špitalič. Zdaj, če prvotno zasnovo nekako nadgradimo, ne, potem lahko rečemo, da je v zgornjem samostanu so lahko programi, ki imajo
torej, kjer tem ponudnikom oziroma tej ciljni skupini ljudi lahko ponudimo mir, tišino. To je izredno pomembno. Potem programi lahko povabimo, torej naš predlog je na osnovi že znanih revitaliziranih kartuzij, kot so Gam in Kittingen. Lahko povabimo mednarodne inštitucije, ki imajo lahko tukaj svoje prostore. Potem dolina Svetega Janeza Krstnika, tukaj so ribniki. Tukaj je domačija Bersetova Žaga, domačija Gramož in pa v Špitalič, prvoten spodnji dom, lahko nadgradimo z bodisi upravo, bodisi bungalovi, skratka nekaj, kar nadaljuje to, kar je prvotno pomenil spodnji dom same kartuzije. Zavod za varstvo kulturne dediščine v Celju že več kot 20 let sodeluje pri prenovi same Žičke kartuzije, to je verjetno vsem dobro znano. Že leta 1996 pa smo že na podlagi pobude občine Slovenske Konjice izdelali konzervatorska izhodišča za ureditveni načrt celotne doline Svetega Janeza. Dolina je bila že takrat obdelana z različnih strokovnih vidikov, tako krajinskega, etnološkega, umetnostno-zgodovinskega in seveda ne gre pri tem pozabiti na nujne predhodne arheološke raziskave, ki bi dodatno seveda potrdile dosedanje domneve in znane podatke. To vrstno sodelovanje, ki se kaže, se pravi zdaj po 20 letih, je, bom rekla, en tak prvi primer v praksi. Zakon o varstvu kulturne dediščine, ki je izšel lansko leto, v letu 2008, točno določa, da je konzervatorski načrt za prenovo naselij sestavni del občinskih prostorskih aktov. Vendar doslej Ministrstvo za kulturo pravilnika o izdelavi tega načrta še ni izdelalo, tako da tudi pravzaprav bo praksa tista, ki bo pokazala zdaj, kaj je tista uporabna vrednost tega konzervatorskega načrta, ki je bil izdelan. Seveda brez strokovnih podlag, strokovne službe pa se to ne da narediti. Tako da ena dobra podlaga je bila tu že strani javne službe narejena.